Pozdravljeni, dobrodošli v podcastu Pogovor z analitikom. Moje ime je Tine Papič, sem psihoanalitik jungovske usmeritve. Danes imam za gosta Mirana Možina, psihiatra, psihoterapeuta, direktorja Univerze Zigmunda Freuda v Ljubljani. In tema bo zakon o psihoterapiji, ki je trenutno zelo aktualna tema. Odločil pa sem se, da bom zastavil ta pogovor na način, da bomo probali skozi tvojo življenjsko zgodbo nekako priti do tega, ker vem, da je tvoja življenjska zgodba povezana z nastajanjem psihoterapije v Sloveniji in z nastajanjem zakona, ne, ker gre na nek način, če bi rekli ta delitev, gre za poklic, poklicanost. Ne gre za službo, ampak ko se človek čuti klic da naredi v življenju nekaj smiselnega, ko ne gre samo za denar, posel, ampak za neko življenjsko poklicanost, kjer človek najde tudi svoj smisel. Tako da bi mogoče začel s prvim vprašanjem, če lahko malo poveš, kdaj si se odločil, da boš psihiater, da boš psihoterapeut, kdaj si se nekako začutil, da je mogoče to tvoja pot življenjska? Ja, všeč mi je ta tvoja iztočnica, da je možno razmišljati o svojem delu in življenju skozi vidik biznisa na eni strani ali pa skozi vidik poklicanosti ali pa poslanstva. Res je, da v obstoječih debatah o zakonu je velikokrat očitek, ki leti na račun te ljubljanske podružnice SFU in tudi drugih privatnih psihoterapevtov, da je tukaj v ospredju želja po denarju, po biznisu. No, če gledam nazaj, kako sem sam nekako zorel za to pot oziroma se odločil za to pot, je pa gotovo zelo pomembno, da sem odraščal v družini, kjer je bilo, kar se ekonomskega pristopa tiče, zelo v ozadju, je bil manj pomemben. Ključno je bilo pa to poklicanost, poslanstvo. Moj oče kot zdravnik, kot kirurg je bil, kar se tega tiče, res vzor. On je živel za svoje delo, živel je za paciente in je bil, kar se tiče materialnega, tudi lahko bi rekel neroden, pa tudi nezainteresiran. Tako da živeli smo na nek način vedno skromno, ni bilo nobenih kreditov, nobenih vikendov. In ta duh se je nekako že prelil iz obeh strani družine, po mamini strani in očetovi. Očetov oče je bil izraziti skupnostni delavec, danes bi rekel nek motivator, nek človek, ki se je zavzemal za tiste, ki so imeli manj pravic, za tiste, ki so bili odrinjeni. In seveda v tistem času narodnostnega gibanja v Sloveniji, zato da bi se slovenščina recimo bila uradni jezik, zato da bi Slovenija imela svojo avtonomijo, takrat še v avstrijski monarhiji. Tako da, ja, jaz tudi nekako zgleda, da sem to štafetno palico prevzel in odločitev za zdravnika je bila, ko sem na eni strani imel močno željo tudi po neki glasbeni karieri, veliko sem se ukvarjal z igranjem na klavir in petjem in vsem mogočim. No, ko sem se enkrat odločil za medicino, je bilo jasno, da je tukaj tudi vpliv očeta zelo močen. Znotraj medicine je pa tako, da če hočeš priti da bi delal psihoterapijo, kar sem v času študija nekako ugotovil, je pa gotovo specializacija iz psihiatrije najbolj ustrezna. Hvala. Bi lahko mogoče opisal te svoje začetke potem dela v psihiatriji, ne? In kako je bilo v tistem času mogoče tvoja izkušnja, pa tudi nasplošna s psihoterapijo pri nas? Moja izkušnja je bila kar trda na začetku. Namreč moja prva služba je bila na Centru za mentalno zdravje, ki ga je takrat vodil profesor Jože Lokar. In kmalu je prišlo do nekega trka. Jaz sem že imel neke izkušnje tudi iz tujine, predvsem iz Nemčije, kjer sem spoznal neko vzdušje
v samih timih, ker sem bil v psihoterapevtski kliniki, sem se precej izobraževal v Münchnu, je bilo vzdušje zelo, tako bi rekel, horizontalno in pa tudi te ločnice med tem, kdo je pacient in kdo je terapevt, seveda v vlogah je bila jasna, ampak v eksistencialnem smislu pa ne. V eksistencialnem smislu sem se jaz učil rasti tako, da smo v istem čolnu, da smo sopotniki, to, kar recimo danes Irvin Yalom tako lepo v svojih knjigah opisuje. To se mi zdi, ne vem, od kako je bilo to, da sem že od začetka, mislim, da je to že najbrž iz teh družinskih korenin, ki sem jih prej omenil, izviralo. Tako da vzdušje v Centru za mentalno zdravje pa v tistega leta 86 ni bilo tako. In jaz sem se zavzel recimo za enega pacienta po neki skupinski seansi, kjer se mi je zdelo, da medicinska sestra, ki ne bi jaz asistiral, ker sem bil čisti začetnik, se mi je zdelo, da se je tako patologizirajoče, če rečem, spravila na njega, da ga je obravnavala kot nosilca hude oblike zasvojenosti z alkoholom, ne pa tako kot človeka. Jaz sem ga pa takoj začutil. No in zanimivo je bilo, no, da potem je bil ta konflikt s to medicinsko sestro na timskem sestanku in nekako po 3 mesecih sem dobil odpoved. Zanimivo je pa, da sta se pa s tem pacientom, zaradi katerega sem se zavzel, potem dobivala sama in da je še 2-3 leta trajalo nek stik med nama in tudi se je potem njegova zgodba kar dobro razvila. Kar se tega tiče, nikoli nisem dvomil, ne, da je ta pot tista, ki je prava, čeprav je bila težka, ker sem bil izključen potem, ne, kakor da ne bi niti smel več specializacije iz psihiatrije delati. Lokar mi je sledil po celi Sloveniji, me poskušal nekako zaustaviti. Ampak potem je v Celju bil pa njegov nasprotnik, profesor Lamovec, ki je bil nevrolog, ki je pa rad ušpičil, ki je proti Lokarju. In je rekel, no, če si se pa z Lokarjem skregal, imaš pa takoj službo. Tako da sem tam potem zrasel skozi to specializacijo do psihiatra. In je bila zelo intenzivna in lepa izkušnja na nek način to delo v psihiatriji Vojnik. Hvala za to zanimivo zgodbo, ne? Kako se že zelo zgodaj mogoče izkaže, ne? Nek karakter pa zgodba. Pa neka razlika mogoče, ki jo še danes vidim, ne, da nekaj, kar me skozi spremlja in potem tudi naslednji korak in vpliv močen. 20 let sem delal v nekem dobrodelnem projektu za pomoč otrokom, mladostnikom in staršem s hudimi psihosocialnimi problemi. No, in to je bil izrazito skupnostni projekt. Tukaj smo imeli res ta občutek, vloge so različne, ampak kar se pa tiče tega namena in cilja v življenju, smo pa pred istimi izzivi. Tako da ja, tudi kar se tiče potem dela s psihiatričnimi pacienti, sem jih zelo vključeval v to skupnostno, k čemur danes pravimo skupnostna psihiatrija, in mislim, da je to dosti bolj varen prostor kot ta institucionalizirana, bolnišnična, ki nosi vse nevarnosti te totalne ustanove, če tako rečem, kjer je že a priori nekako neka hierarhija, iz katere pacienti zelo težko potem ven zlezejo. In tudi zaposleni, čeprav so v osnovi, bi rekel, povprečno dobri ljudje, padejo v ta hierarhični sistem in vpliv teh institucij psihiatričnih na zaposlene, vemo, kakšen je danes zelo dobro. In na tem je treba delati in jaz mislim, da ta prehod bolj v skupnost, da je glavni poudarek obravnave ljudi z dolgotrajnimi in hudimi težavami v skupnosti je ključen. In žal se v Sloveniji ne more res zgoditi. Zato najbrž tudi zakon. Ne? Tukaj sem se tudi mogel spomniti, ne, kot jungovski psihoanalitik Eugen Blojer, ne, je bil direktor Burgholzli klinike, on je postavil to diagnozo skizofrenija. Prvi, ne, in takrat je bila to 100 let nazaj ena najboljših klinik na svetu, najbrž še zmeraj je. Ne, in ko se je Jung tam zaposlil in zelo mlad tudi postal strokovni direktor, je bilo zahteval
da osebje živi tam in tudi recimo kosila je skupaj z uporabniki, ne, pacienti, klienti, kakorkoli jih kličemo. Se pravi, to delo je ravno na tem, ne, da smo vsi ljudje, ne, da se te meje in vloge na nek način probajo porušiti. Ne. Točno to, recimo, zdaj se me spomnil, ne, na tej kliniki v Münchnu so pacienti in terapevti jedli za isto mizo. To je bilo skupno 60 pacientov, hospitalizacija povprečno 1 leto, najtežje diagnoze, psihotične motnje, osebnostne motnje, hude depresije, hude psihosomatske težave, zasvojenost in tako naprej, mešane skupine. Obroki so bili tako, da je bilo 4 skupine po 15, vsaka svojo mizo in tam terapevti zraven. Ne. Ko sem prišel pa v Vojnik, je bilo pa seveda ločeno. Ne. Pacienti niso jedli tam, kjer smo mi kot osebje. Bi lahko še kaj več povedal o svoji psihoterapevtski poti, ne? Praviš, da si se šolal v tujini, teh izkušnjah. Ja, tisti začetek je bil zelo povezan z očetom slovenske psihoterapije, Leopoldom Bregantom. Preko osebnega poznanstva, najprej, ker sva z njegovim sinom skupaj bila v srednji šoli, potem pa razgovori z njim, kjer mi je pokazal neke knjige tudi, ki sem jih začel brati, in pa vključil sem se v klic v duševni stiski, to je bila nočna dežurstvo za ljudi, ki so lahko klicali od 7 zvečer do 7 zjutraj. Kar nekaj let sem tam delal in supervizor je bil tam tudi Leopold Bregant in pa še ena zelo prijetna psihiatrinja Božena Širca, s katero sva tudi se zelo dobro ujela. To je bila ena izkušnja zelo fajn, na drugi strani pa ta vključitev v te prostovoljne projekte dela z otroki in mladostniki, ki sem prej omenil, poleti, v poletnih mesecih smo na taborih bivali z njimi, delali, to je vodil pa Bernard Stritih. In z njim sem potem tudi ramo ob rami se učil, kako on vodi pogovore, ne samo s posamezniki, s pari, z družinami, skupinami tudi. Veliko sva delala, potem sem postal njegov kot terapevt, tako da sem imel veliko srečo, no, da sem z njim lahko tako intenzivno sodeloval. Hvala za ta odgovor. Tako da ti si se odločil za sistemsko terapijo, ne? To je ena izmed smeri psihoterapije. Bi lahko povedal kak poseben razlog? To je bilo pa eno srečanje na Jugoslovanskem kongresu, ki je bil leta 1985 v Opatiji. Tam je bil med drugimi gost iz Amerike oziroma Švedske, takrat je že bil pa na Švedskem, Graham Barnes. Njegovo predavanje me je najbolj se dotaknilo, takoj sem po predavanju iskal stik z njim in povedal je, da ima v Zagrebu od jeseni 85 in celo leto 86 redne seminarje na 2 meseca po 6 dni za psihiatre in klinične psihologe. Jaz sem potem bil edini iz Slovenije, no in od takrat se je začelo to sodelovanje z njim do njegove smrti leta 2020. Postala sva tudi prijatelja, ni bil samo moj učitelj, inspirator, navdihovalec. In on, to, kar je delal, je bilo najbolj, bi rekel, čeprav je bil to zelo izviren projekt, tudi podiplomskega študija potem na medicinski fakulteti v Zagrebu, kjer sem pomagal mu kot asistent. To je bilo najboljše v okviru sistemskega pristopa. Tako da potem sem to umestil, nekako pomagal tudi organizirati, takrat še v Jugoslaviji, da smo začeli z jugoslovanskim projektom, žal je pol to vojna prekinila. Ostala je ta navezava, ki je še danes Slovenija, Hrvaška. Imamo to sistemsko šolo. Zanimivo. Ne, če smo zdaj v tem obdobju po vojni, ne, če bi se mogoče lahko navezali, kako je tukaj takrat začela nastajati tudi psihoterapija pri nas. To se pravi, psihoterapija je začela pri nas nastajati že prej. Jaz nisem ta generacija, torej sem nekako naslednik teh pionirjev Leopolda Breganta. Za njim je seveda bil starejši mentor Lev Milčinski,
in pa tisti, ki je pomagal pri organiziranju umeščanja psihoterapije v zdravstveni sistem, Miloš Kobal. Tako da to je bila ta generacija, potem recimo so bili ti učenci Bregantovi, kakor je Peter Praper, recimo Bogor Zmrevljen nedavno umrl, to je še 10 let in več pred mano, potem pa nekako je ta moj prihod. Tako da, če gledaš, konec 60-ih let, 68 rojstvo slovenske psihoterapije, razvijanje psihoterapije v 60-ih in 70-ih, predvsem v okviru zdravstvenega sistema, potem pa začnejo prihajati vse več šol v Slovenijo, to so 80-ta leta. No in tu se nekje začne ta moja psihoterapevtska pot. Začel sem leta 80, približno s tem, kot sem prej govoril, klic v duševni stiski, potem leta 83 s temi tabori. In takrat je bila jugoslovanska scena tudi razdeljena že. Na eni strani je bila psihiatrija, klinična psihologija, na drugi strani pa civilna društva, kjer so prihajale noter, recimo bioenergetika, transakcijska analiza, potem gestalt, tudi sistemska psihoterapija, telesne psihoterapije in tako naprej. Tako da mi smo imeli potem poletne šole, tako imenovane, kjer smo se iz cele Jugoslavije dobivali in svet pod šotori v gozdu, to je že moja, bi rekel, eni so bolj v bolnicah, mi smo pa v šotorih. Bolj povezani z naravo, mogoče, ne. Oziroma skupnostjo, bi tako rekel. Tako da ja, in to sem tudi opisal zdaj v tej svoji knjigi, ki bo, upam, kmalu zagledala luč sveta, o razvoju psihoterapije v Sloveniji. Torej tisti, ki zagovarja tudi danes tak medicinski zelo koncept psihoterapije, da je to samo neka metoda, ki se jo dela znotraj zdravstva in je v rokah psihiatrov in kliničnih psihologov. Tudi zgodovinsko gledano tega sploh ne vidi, da pravzaprav razvoj psihoterapije v Sloveniji ni bil vezan več samo na zdravstvene inštitucije. Že v 70-ih letih se to začne malo spreminjati, predvsem pa v 80-ih in od takrat naprej. Tako da ja, tudi sistemska te smeri so od nekje 80-ta, 90-ta leta se potem prijela v Sloveniji. Se prijela v Sloveniji, ne. Mogoče ena misel, ne, z moje strani, zgodovinsko gledano psihoterapija, ne, sama ni nastala znotraj medicine, ne, ni nastala znotraj psihologije, ne. Psihologija v začetku 20. stoletja je bila tudi šele v povojih, ne, na Dunaju, se je nekako vzporedno razvijala z psihoanalizo, ne, od koder se je razvila psihoterapija, ne. In tudi Freud, dostikrat mislim, da je napačno razumevanje, on ni bil psihiater in ni bil psiholog, ne, po izobrazbi, on je bil nevrolog, ki je razvil to svojo metodo, ne, in nove metode ponavadi zmeraj pridejo od zunaj, ne, ker znotraj nekega sistema establishmenta ponavadi ne nastajajo neke revolucionarno nove stvari, ne, in potem mogoče tudi zanimivo, vsi ti očetje psihoterapije, je to zdaj Melanie Klein, ne, ali je Anna Freud, ali je Erikson, ali Bion, ne, in tako naprej, niso bili psihiatri, ne, tudi Winnicott je bil pediater, ne. Ne vem, kak je tvoj pogled na to, ne, moj pogled je, kot da je nekje vmes, ne, bila neka uzurpacija poklica, ki pa zares ni nastal tu, ne, in nikoli ni bil samo del nekega psihiatrije, ne. Ja, ti zdaj omenjaš pravzaprav že gledaš bolj z vidika različnih strokovnih profilov ali pa poklicev, ne, omenil si pediatra, omenil si recimo tisti, ki niso psihologi, niso psihiatri, se lahko je nevrolog. Ja, to je že tukaj, ta pogled je zelo zanimiv in odpira večjo raznolikost, se strinjam. Še bolj zanimivo pa je, če pogledaš na stvari z vidika zgodovine idej, razvoja idej. To je pa še bolj pestro in še bolj raznoliko. Nekatera so področja vse, kjer so se te ključne ideje psihoterapije, tudi predpostavke razvijale. Tukaj gotovo
je filozofija. To se pravi, številni filozofi so zelo v to smer šli. Sigurno je tukaj pedagogika, sigurno je tukaj veliko tega, čemur pravimo danes alternativna medicina, alternativni pristopi. Recimo v Sloveniji sem se poglabljal malo v zgodovino homeopatije, ki je zelo, zelo bogata in razvita bila, že pred 200 in več leti. Potem je tukaj področje duhovnosti, zelo pomembno. In recimo potem tukaj, če gledava teologija in pastoralna psihologija, to je recimo bil zelo pomemben lik tudi v Sloveniji, Anton Trstenjak. Tako da, seveda psihologija, seveda medicina, ampak vse to in umetnost. Recimo med prvo in drugo svetovno vojno, ko se psihoanaliza v Sloveniji ni prijela, zaradi tega, ker je znani nevrolog Alfred Čerko nekako zaustavil, je zelo kritičen do Freuda, se je pa zelo s tem ukvarjal Vladimir Bartol, naš znani pisatelj, potem Grum, v svojih znanih gledaliških delih, tudi Kosovila in to avantgardo slovensko so psihoanalitične ideje zanimale. Potem je bil tukaj en lik, ki je izrazito alternativni lik, Kojc, Martin Kojc, zelo zanimiv, mednarodno priznan in tudi uspešen v svoji praksi, v kombiniranju duhovnih praks in zelo originalnega načina njegovega živetega in pa psihologije in psihoterapije. Tako da tudi mi se lahko učimo iz zgodovine, kako pestro je to področje, če gledaš z velika zgodovine idej. Ja. To je tudi en zanimiv del, da mi smo bili skupaj v Avstro-Ogrski z Dunajem, kulturno blizu Dunaju, na drugi strani Trst, dva močna centra psihoanalize, ki pa sta nekako zaobšla Ljubljano, na žalost, zgodovinsko gledano. Ja, če bi pogledal še malo na drugo stran, bi videl izjemno močna psihoanalitična tradicija na Madžarskem. Ne pozabiva, da je bil Sándor Ferenczi prvi habilitirani profesor, ki je lahko poučeval psihoanalizo na univerzi. Ne Freud. Habilitacija je bila prva Ferencijeva in njegovi učenci so bili tisti, Franz Alexander, ki je šel potem in je bil glavna oseba v Berlinskem inštitutu. Njegovi učenci so tudi emigrirali potem v ZDA. Recimo Benedekova je bila supervizorka od Engla, ki je utemeljitelj biopsihosocialnega modela v medicini in tako naprej. Strašno zanimiva avstrijska šola. Pa če pogledaš potem Hrvaško in Srbijo, Hrvaška in Srbija je imela neposredno učence Freudove, ki so razvijali psihoanalizo v obeh teh državah. In na nek način pa mi pa kot en otok na sredi, kjer pa ni bilo psihoanalize, ki je bila takrat psihoterapija, ker druge šole so nekako nastale kot... Tako da to veliko govori o Slovencih in tudi to, da so nas Hrvati prehiteli, recimo z zakonom o psihoterapiji leta 2018, so sprejeli zakon, ki je to področje definiral kot samostojen poklic. To potem, ko bereš in veš malo o zgodovini, ni tako naključno. Ni naključje, in Avstrijci imajo en najmodernejših zakonov, se mogoče še pridemo na to. Tako, in Italija je ravno tako, izjemno močna po številu psihoterapevtov, čeprav tam imajo že malo zastarel zakon, ki omogoča dostop do psihoterapije kot poklica samo zdravnikom in psihologom. Pa vendar so tudi skozi to relativno ozko grlo ustvarili izjemno bogato psihoterapevtsko sceno. Ja. Pa tudi tam do nekega momenta je bilo odprto za druge profile, ki so tudi ostali psihoterapevti. Tako da poznam recimo en boljših italijanskih analitikov, Luigi Zoja, je po izobrazbi, po osnovni izobrazbi ekonomist, doktoriral je pa iz antropologije, in on piše za osrednje
časopise, avtor večjih knjig psihoanalitičnih, ne, en najbolj priznanih psihoanalitikov. Tudi v njihovem razgovoru vem, da on je bil takrat predsednik analitičnih psihologov, da je zelo lobiral in se boril za odprt zakon, ne, in je rekel, da je tam bil, ne, ker je bil zraven, na nek način je šlo za interes, za kapitalski interes, ne, kako odrezati druge, da bi to še delali. In je rekel, da je zelo tragična zgodba. Ne. Mogoče bi se vrnili še v razvoj, potem sem v 90-ta, ko pa začne pri nas vse govoriti o zakonu. Ne, ustanavlja se krovna zveza, ne vem, to boš ti boljše vedel, ne, kak je bil ta nastanek. Ena misel še mogoče, da ko sem sam začel razmišljati o študiju psihoterapije, ne, sem imel en daljši pogovor z gospodom Kobalom, ki je bil zelo odprt, da bi to delali tudi drugi profili, ne. In se mi zdi, kot da je v medicinski stroki prišlo do nekega nazadovanja, ne, z novo generacijo, ko bi človek pričakoval, da bo stopili korak naprej, ne, pa. No, tudi Kobal je mogoče res v primerjavi z današnjo ozkogledostjo teh, ki v medijih zdaj zastopajo stališče, da je psihoterapija samo metoda in ne poklic, da mi, ki delamo psihoterapijo zunaj zdravstva, da smo lahko kvečjemu svetovalci, ne pa psihoterapevti, se mi stoži seveda po pokojnem profesor Kobalu, vendar tudi v najini osebni komunikaciji, pismeni izmenjavi, te pisma hranim, tako kot tudi dragoceno v svojem arhivu v zgodovini slovenske psihoterapije, je izrecno odklanjal idejo fakultetnega študija psihoterapije po maturi. Tukaj je bil pa popolnoma, bi rekel, odklonilen. Tako da ja, zdaj, če gledamo nazaj 90-ta, si rekel, tukaj se je zgodil premik, ki je tipičen ne samo, če gledamo razvoj psihoterapije v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah. Ko se posamezna društva in inštituti za posamezne pristope razvijajo do določene mere, in imamo potem psihoanalitične, imamo sistemske, imamo gestalt, imamo humanistične, transakcijske analize, integrativne in tako naprej. Potem nastane vprašanje, kako pa mi zdaj kot celota, če vsi skupaj stopimo, kakšen pa je naš položaj v družbi. In odgovor je, ne prav dober. Ni registriran poklic, še vedno ne v Sloveniji. Imamo psihoterapija je dejavnost registrirana, ne moreš pa kot poklic se registrirati. Nobena institucija ne more razpisati delovnega mesta psihoterapevt. Tako da, seveda, ko smo to spoznali, vsak po svoji poti, smo začeli se pogovarjati, začel se je ta dialog leta 1995, tudi ob mentorstvu Alfreda Prica, ki je bil takrat predsednik oziroma generalni tajnik Evropske zveze za psihoterapijo in si je želel, da bi Slovenija postala del te evropske skupnosti znotraj Evropske zveze za psihoterapijo. Pogoj pa je bil, da ustanovimo krovno združenje. In tako so se začeli 3-letni pogovori. Janko Buhak je tukaj odigral zelo pomembno vlogo. Bil je tudi delegat v tej Evropski zvezi za psihoterapijo, spoprijateljila sta se tudi z Alfredom Pricom in po 3 letih smo ustanovili Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo, leta 1998. V procesu je nastajanja te organizacije smo bili v intenzivnih stikih in pogovorih tudi z predstavniki Združenja psihoterapevtov Slovenije. To je ta danes nasprotni tabor, kjer smo jih vabili, da bi skupaj tudi oni bili del te nove krovne zveze, ker so oni, če gledamo, kot sem prej omenil, tradicijo razvoja psihoterapije v Sloveniji, so odigrali pionirsko vlogo. To je bilo zelo od začetka psihiatri, klinični psihologi, od leta 1968 so se organizirali, nadaljevanka tega je bilo tudi potem ustanovitev Združenja psihoterapevtov Slovenije. No, ampak ti pogovori niso uspeli. En glavnih razlogov je bilo ravno to, da bi se s tem ukinil njihov primat.
Oni so bili navajeni, da so tisti, ki so si sebi pripisovali vse zasluge. In v 80-ih letih so mi žali, ko so videli, da se tudi druge smeri razvijajo v Sloveniji in niso hoteli spustiti zraven. Tako da niso sprijeli tega enakopravnega, enega sedeža v krogu, oni so imeli občutek, mi smo nekaj več, mi smo tisti, ki bolje vemo, kaj je psihoterapija, in to se vleče do današnjega dne, prav do absurda. Danes je to že absurd, če gledaš, kje je psihoterapija v svetu. Če je bilo v 90-ih letih to še, recimo, kar danes je to že absurd. Ja. Žal je neka bitka, namesto da bi bilo sodelovanje. Ja. Tudi je ostala ta misel z mano, ko si omenil, kot Slovenci, kot da smo nekaj, da imamo nekaj proti psihoterapiji. Sam vem, da tudi z njihove strani, da so oni sami pa imeli probleme znotraj medicinskih krogov. Kako bi rekel, je dosti iniciative moglo biti, da so sploh postavili študij klinične psihologije, neke psihoterapije. Tudi ta ni bila vedno sprejeta. Ja, če gledaš z vidika centra in periferije, tako, to so sociološke teorije, dominantni diskurs, margina, alternativni diskurs in tako naprej. Je zelo zanimivo, če pogledaš zgodovino medicine, psihiatrija je bila vedno robna. Vedno tako nekaj, a je to res del medicine, in psihiatri so se zelo prizadevali, da bi dokazali, da ja, in so delali razne neumnosti, tako da so recimo še po drugi svetovni vojni operirali ljudem debelo črevo, po meter ga odrezali, ker je bila nekaj časa teorija, da je bakterija povzroča shizofrenijo, pa lobotomije, pa vse te učiteljske metode z današnjega vidika. Vse to, da bi pokazali, da tudi psihiatrija lahko zdravi z nekimi tehničnimi prijemi in tako. To je zanimivo. Znotraj medicine je psihiatrija narovo. Pa če gledaš naprej, znotraj psihiatrije potem pridejo psihologi tako, oni so še bolj na robu in se morajo zelo truditi, da bi bili strani psihiatrov priznani kot enakopravni. To je dolgoletna muka kliničnih psihologov, ki jo je izkusil tudi Leopold Bregant, ki je tudi samomor naredil leta 1986, zelo tragičen dogodek je bil, in marsikdo, ki razmišlja o tem, pravi, da tudi zato, ker mu je bilo zelo težko, se skozi na nek način konfrontirati z nekaterimi psihiatri, ki so bili do psihoterapije, tako bi rekel, zadržani. In potem znotraj klinične psihologije, ki se je kar uveljavila s testiranjem, oni imajo to monopol, je pa zdaj psihoterapija spet na robu. Znotraj psihoterapije imaš pa spet en rob, to smo pa mi, ti in jaz smo spet na robu tega, ker zdaj klinični psihologi bi vse radi pokazali, da to pa je tisto, kar je pa res njihovo, in seveda jih razumem. Oni rabijo nekaj, da se postavijo in rečejo, mi pa to znamo bolj delati kot psihiatri, kar dejansko v sedanjih razmerah zelo drži. Psihiatri nimajo niti več izobraževanja iz psihoterapije, to, kar imajo v okviru specializacije, smešno malo, pa časa nimajo, da bi za to delati. Kliničnim psihologom bi zelo prav prišlo, mi ne samo testiramo, mi delamo tudi psihoterapijo. Smo še bolj pomembni. Tako da gre kakor ena veriga izključevanja. Kdo je na robu in kdo mora tako piskati. Manj vrednostnih kompleksov in dokazovanja, da mi smo tisti. In potem pride Miran Božina, ki je hkrati psihiater in psihoterapevt in se zdaj zavzema za te, ki smo čist na koncu. In nekako ne gre čist dobro to skupaj. Ta veriga, ena je tudi zanimiva misel, skozi ta boj na eni strani delo z dušo, kar je psihoterapija, terapija duše, ki zares ne pripada, bom rekel, samo medicini, in mogoče od tu izvira tudi ta osnovni konflikt, in poskus neke kako bi rekel, objektivizacije mogoče boljše, Se pravi, poiščemo dušo v nevrologiji, na vsak način v farmakologiji,
ne, v enem privatnem, bom rekel, spet pogovoru s profesor doktorjem Stefano Carto, enim vodilnih, ne, italijanskih kliničnih psihologov, analitikov, je rekel, zelo velik problem boste imeli danes dobiti zakon, dosti lažje bi ga pred 20 leti, ne. In on ne ve ničesar o zgodovini psihoterapije v Sloveniji, ampak rekel je, ne, da se v svetovnem trendu se proba postaviti spet nazaj, ne, dajmo zdraviti z zdravili, ne, psihične bolezni. Ja, to je svojevrsten paradoks. Jaz imam zdaj 2 knjigi, tako bi rekel, v zaključni fazi. Ena je o tej zgodovini slovenske psihoterapije, druga pa je o tem, kar je Bruce Wempold izdal 2 knjigi, eno 1999, drugo 2015 z naslovom Velika psihoterapevtska debata. The Great Psychotherapy Debate. V njej točno to je nastavil, da gre za eno več kot 100 let staro zgodbo o 2 modelih, znotraj katerih se zdaj psihoterapija poskuša razvijati. Eden je medicinski model, drugega je pa imenoval kontekstualni model. Oziroma, lahko bi tudi rekli, biomedicinski model in biopsihosocialni model. No in to sem se lotil še dosti bolj raziskati in je izjemno zanimiva ta zgodba stalne dialektike, bi tako rekel, med tema 2 pristopoma. Tisto, kar je zanimivo, je, da imamo ogromno podatkov, da biomedicinski pristop k duševnemu zdravju ima zelo veliko pomanjkljivosti, ne samo to, tudi škodljivosti. In da je raziskano z vseh možnih zornih kotov, da je biopsihosocialni model oziroma kontekstualni model, kar se tega tiče, boljši. Manj škodi, ima večji razvojni potencial, bolj integrativno pristopi. Tudi Stefano Carta, seveda, je izrazit predstavnik tega biopsihosocialnega načina. Paradoks pa je, da točno kot je Carta rekel, v zadnjih 20-25 letih, pa že celo več, tudi 90-ta že se je začel izrazit vzpon biomedicinskega modela. Navkljub temu, da strokovno ne drži, znanstveno ne drži, se tudi danes, če gledaš stekanje sredstev, kaj gre za klinično prakso, kaj gre za raziskave, absolutno prevladuje biomedicinski pristop. In kar ne nehamo. Iskanje vzrok za depresijo bomo našli v možganih, vzrok za ADHD bomo našli v možganih, vzrok za psihozo in kar ne nehamo s tem. Čeprav seveda bi ga že zdavnaj našli, če bi bilo to pravi pristop. To je en dragocen košček znanja, ki ga je pa treba širše umestiti. Ja, se pravi, ne gre za zanikanje, ne, ampak za nek širši koncept, kjer se pogleda tudi druge strani. Ne. Tako, bi rekel, laboratorijski način raziskovanja, ko se poenostavi kontekst na neke obvladljive spremenljivke, da lahko nadzoruješ in tako. To je seveda del, kako razvijamo neko znanje strokovno in znanstveno, ampak ne more pa to biti tisto, kar bo dalo končne odgovore. In če samo na tem gradimo, recimo to se danes kaže pri eksponentnem rasti porabi recimo psihofarmakov, antidepresivov recimo, da prvo, kar je problem, da diagnosticirati ljudi tako kot danes, da splošni zdravniki po 5-10 minutah pogovorov, bolj kot imajo eno tako zelo preprosto skalo, odkljukajo čeklisto, ta je depresiven in potem v naslednjih 2 minutah 3 recepti. To je zloraba, lahko rečem, to je zloraba medicinskega modela na področju duševnega zdravja. Tako se ne sme delati. Prvi, in seveda, ker je večina ljudi danes v Sloveniji najprej poišče splošnega zdravnika, družinskega zdravnika, vkolikor ima neke anksiozno-depresivne težave, tam bi moral biti nekdo, ki ima za prvi stik najmanj 1 uro časa, da človeka spozna, kako je njegovim telesnim zdravjem, kako je psihološko in socialno. In potem šele nekje
nek spet dosti temeljit razmislek, ali je indicirano zdravilo ali ne. Recimo te epidemiološke študije najboljših epidemiologov na svetu, ki so, bi rekel, bolj realni in kritični, pravijo tako, 20% je prevalenca depresije, ne, v populaciji. Od teh je 19% takih, ki ne bi rabili zdravil, ampak razne oblike psihosocialne pomoči. 1% je pa teh, recimo, kjer ta biološki pristop lahko zelo pomaga, seveda pa tudi pol v kombinaciji s psihosocialnim. Tako da to, kar se zdaj dogaja, recimo v Sloveniji in seveda tudi v mnogih drugih državah, je zloraba biomedicinskega modela na področju duševnega zdravja, predvsem tega klinične aplikacije. Ja, tu se moram spomniti, ne, iz še študijskih časov, ko sem govoril z enim supervizorjem, pa sem takrat bral te študije zdravljenja tudi shizofrenije, koliko lahko pomaga tudi pri teh težjih oblikah. Ne samo, bom rekel, zdravljenje zdravili, ampak tudi neka terapevtska ali pa kontekstualna zdravljenja, pa koliko je to pravzaprav znanstveno dokazano skozi kup študij, ne. Je bil njegov odgovor, ja, vsekakor bi psihoterapija ogromno pomagala, ampak ni nikogar, ki bi to delal, ne. Potem pridemo do tega problema pri, recimo, depresijah, ne. Zdaj, zakaj splošni zdravnik predpiše po 5 minutah nekomu tablete? Ker je sam popolnoma preobremenjen, ne. Tukaj moramo stopiti na njihovo stran, ne, ker jih je premalo, ker so preobremenjeni, ne, in ker trenutno, ne, v zdravstvenemu sistemu ni nikogar, ki bi to vlogo prevzel, da bi delal, ne, z, rečemo temi, ne, večjim delom ljudi. Imaš prav. Hkrati bi pa res opozoril na to, da splošni zdravnik, ko naredi to strokovno napako, po moje, v zelo velikem številu primerov, da prehitro predpiše antidepresiv in zelo površno in hitro diagnosticira depresijo, ima zaslombo v strokovnih smernicah. On dela tako, kot mu piše, če se sreča z nekom, ki ima težave z, recimo, sečili, moške z neko tipičnimi znaki prostate, tudi zdravnik ima neke strokovne smernice in on mora se tega držati, ker če ne, bi bil lahko seveda strokovno, bi prišel v težave, pa tudi klienti, pacienti, če bi se kaj zakompliciralo, bi ga lahko tožili. To je problem, da danes, kot je Karta rekel, že 20-30 let absolutno imajo zdravniki zaslombo, da to delajo. Imajo smernice, klinične smernice. Samo dovolj je pogledati na spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer je publikacija, kako naj splošni zdravnik ravna v primeru depresije. Ne, če pač ima tisto preprosto lestvico, da to izpolni, če je skor taka, ne, točke, da prebije čez tisto mejo diagnoze in potem seveda antidepresivi. Tako da, ja, so preobremenjeni in bi lahko rekli, pol tem naredijo največ, kar lahko, ampak to ni to. Oni tega ne bi smeli delati. Oni bi morali reči nekaj drugega. Ne, glejte, jaz vam teh zdravil še ne smem dati na podlagi tako površnega najnega poznavanja, žal vam ne morem več časa posvetiti. Na ta način bi, po moje, bil korekten, ampak ne. Ja, ne. Pridemo potem do tega, da je nek splošen manjk, ne, mogoče ravno psihoterapevtov, ne, znotraj zdravstvenega sistema. Torej, tudi če bi se te normativi, ne, ki so nekako strani Svetovne zdravstvene organizacije priporočeni, en psihoterapevt na 1000 prebivalcev, to se pravi, da je nas bilo 2000 da trenutek v Sloveniji, to nikakor ne reši teh naraščajočih potreb prebivalstva po pomoči v primeru duševnih težav in motenj. Tako da to se je dobro zavedati. In tukaj bi bilo potrebno zelo, zelo okrepiti v bazi, če tako rečem, skrbi za duševno zdravje, delo, ki pade, tako bi rekel, kot skrb, da vsak zase skrbi po eni strani, potem pa
ta osnovna vpetost, kje tak človek preživi čas v družini, prosti čas, delovna mesta. Ta del bi moral zelo biti zelo financiran tudi. To je Svetovna zdravstvena organizacija priporoča piramidno shemo, kjer se steka največ denarja za te skupnostne oblike pomoči, kjer se ljudje pač v svojem vsakdanjem življenju največ družijo, povezujejo. Ne? Recimo športna društva, kulturna društva in tako naprej. Potem pa prihajajo primarna raven za varovanje duševnega zdravja, ki je spet ni samo v zdravstvu, je tudi na drugih področjih, šolstvu, vzgoji in izobraževanju, v socialnem varstvu in tako naprej. Tam preventivni programi, ki počasi luščijo ven, kdo je rizičen, in potem programi za te rizične in tako naprej. In potem zgodnja obravnava in tako sledi do specialističnih in bolnišničnih obravnav. Mi imamo, če gledaš financiranje, obrnjeno piramido, največ denarja porabijo bolnice, psihiatrične in specialistične, in potem gre navzdol, preventivnih programov na primarni zdravstveni ravni dosti premalo. In psihoterapevti imamo pa tukaj, bi imeli dvojni mandat. Tako preventivni kot kurativni in rehabilitacijski, oziroma trojni, če gremo gledati staro shemo, da vedno delimo preventiva, kurativa, rehabilitacija. Psihoterapija je v vseh teh segmentih zelo pomembna. Recimo, če vzamemo nosečnice. Nosečnice in priprava na porod, ne samo njih, tudi njihovih partnerjev, zakonskih ali kakorkoli. Tukaj je seveda eno področje, ki vemo, da potem je zelo velika komplikacija poporodna depresija. Če delaš recimo v skupinah preventivne programe, čim večje število nosečnic, potem se ti izlušči počasi, mogoče nekaj, ki jih rabi več pomoči, tudi mogoče neko psihoterapevtsko svetovanje, je lahko čisto dovolj, pa potem že psihoterapijo, mogoče tudi v času nosečnosti, še bolj pa mogoče po porodu, da se čim bolj zaščiti mater, otroka in tudi seveda očeta pred hujšo duševno motnjo in tako naprej. In taka logika bi lahko bila, ampak mi smo daleč od tega in žal ni prišlo do te obrata, kot je recimo v Gorici in Trstu, čez mejo 100 kilometrov od nas, so naredili to deinstitucionalizacijo teh velikih psihiatričnih bolnic, pri nas pa še zaenkrat ni ne duha, ne sluha, da bi to šli v to smer. Zatakne se že pri, bom rekel, neki legalizaciji psihoterapije, ki je nek bolj human pristop k zdravljenju. Tako, in del tudi, jaz bi rekel, širšega psihosocialnega pristopa, ker čim imaš ti zahtevnejše in dolgotrajnejše duševne motnje, psihoterapevt je nujno, da se deluje recimo z medicinskimi patronažnimi sestrami, če je to delo na terenu, z medicinskimi sestrami, z socialno delavko, z recimo na področju otrok in mladostnikov, specialna pedagogika, potem tudi socialna pedagogika. Kup nekih profilov je, ki, to vsi vemo, danes uspešno preventivno, kurativno delo in rehabilitacijsko delo je timsko. In psihoterapevt je pa en dragocen poklic v tem sistemu. Ja, v tem sistemu. Ja. In tu je ta tragika tega nekega upora, da bi se to rešilo, da bi se mogoče tudi razširilo na druge poklice. Ker dejstvo je, da če bi ostalo tako strogo, kot ena stran želi znotraj medicine, jih je v prvi vrsti dosti premalo. Ja, in tudi zdaj vprašanje je to, kar zgleda na prvi pogled samoumevno v Sloveniji, ko poslušaš klinične psihologe in psihiatre, ki se največ zdaj pojavljajo v medijih, oni zelo slonijo na tem. Najprej diagnoza, potem pa naprej, in tudi seveda zdravila zelo kmalu in tako.
To je ta biomedicinski pristop, ne, ki žal ni zelo učinkovit. Ja. Kakšna je mogoče izkušnja v Avstriji, kjer je recimo odprto to polje psihoterapije za druge? Boš presenečen, ne? Jaz sem se z Avstrijo zelo poglobljeno lotil, tako da je prav malo smešno, da ko sem zdaj ta svoj velečlanek, ki sem ga tudi objavil v tej naši slovenski reviji za psihoterapijo Kairos, o Avstriji in o tem, kaj se mi lahko naučimo glede zakona od Avstriji. Ko sem ta svoj pregled poslal kolegom na SF-u Dunaj, so rekli, da oni niso vedeli vsega tega, kar sem jaz izbrskal v Avstriji. Tako da ja, to je moj način, da kar se kaj lotim temeljito. No, tisto, kar je mene zelo presenetilo pri tej analizi, je, da imajo tudi podobne probleme. Se pravi, čist na drugi ravni, ker mi smo za njimi gotovo 30-40 let, kar se razvoja psihoterapije tiče. Če gledaš z vidika, kje so oni z raziskavami, kje so oni z publikacijami, kako se stekajo sredstva. Ne? Pri njih je zdaj že 250 milijonov evrov letno gre na to za področje psihoterapije iz proračunskega denarja in tako naprej. Tako da mi smo, si lahko predstavljaš v teh razmerih, ki oni imajo tudi 11.500 trenutno registriranih psihoterapevtov. To se pravi, da so že presegli tudi ta normativ 1 na 2000, ker njih je 8 milijonov. Tako da, kar se števila psihoterapevtov tiče, financiranja, raziskovanja, poučevanja psihoterapije in tako naprej, smo mi na vseh teh odzadej. Vendar, če pa gledaš, kaj pa zdaj avstrijski državljan, ki išče psihoterapijo, kaj doživlja, seveda ima dosti večjo možnost, da bo dobil popolnoma plačanih 100, tudi 200 seans, neverjetno, ali pa da bo mogel participirati recimo nekih 40 evrov, 30 evrov, ostalo mu bo plačala za vsako seanso država, ne, če stane nekako 70 evrov ena ura. Kljub temu pa so podobni problemi. Še vedno je šibka točka ta imenovani vratar, gatekeeper v zdravstvenem sistemu, ki je tudi pri njih splošni zdravnik. So preobremenjeni. Zanimivo je, da so od začetka zakona uvedli izobraževanja za splošne zdravnike v Avstriji 3 stopenj. Najprej neko osnovno orientacijo v psihoterapiji, potem že malo več, tako da neko svetovanje, pa kompletna edukacija iz psihoterapije je v okviru zdravniške zbornice poteka za splošne zdravnike. Okoli 1000, po podatkih, ki sem izbral, je opravilo splošnih zdravnikov kompletno psihoterapevtsko edukacijo v Avstriji. Ampak potem, ko so šli gledati, koliko oni psihoterapije delajo, ker oni imajo zeleno luč na semaforju, oni lahko delajo psihoterapijo neomejeno. Zavarovalnica brez da trzne z očesom plača, če bi delali 200 ur, 300 ur, recimo jungovske analize ali pa česarkoli bi jim pokrila. Ampak potem vidiš, da na leto obravnavajo tako malo bolj temeljito enega pacienta na leto. Nimajo časa za to. Ja. Tako da je podobno in pa trend naraščanja medikalizacije in medikamentalizacije duševnega zdravja tudi v Avstriji. Tudi v Italiji, zdaj sem bil nedavno z njimi. Isti fenomen. Vse več zdravil, vse manj časa za ljudi, ki imajo težave, vse daljše čakalne vrste in tako naprej. Ja. Tako da tukaj se nekaj dogaja, ne, kar je večji problem in jaz mislim, da tukaj se kaže tudi kulturni problem. Da ljudje niso še dovolj osveščeni, če gledamo generalno, kako se soočati z duševnimi težavami in motnjami. Tudi oni, prva asociacija je tableta. Prva asociacija je tableta. In
bi bilo potrebno zelo veliko vzgoje in neke dela, ne, da bi to spremenili. Ja. Najbrž je ogromno, bom rekel, teh patologij današnjega časa, ne, kulturnih, ne, izvira iz neke utojenosti v današnji družbi, ne, o tem, kar si govoril prej. Ne. To in pa tako imenovan quick fix, ne. Ja, Quick fix predpostavka. Če je nekaj narobe, a ne tako, kot če imam glavobol, hiter eno tableto in že drvim naprej, drvemo, letemo. A ne, in to je zdaj to. Vsi bi naj bili čim bolj funkcionalni, čim hitreje, ne, da bi se... Čim bolj učinkoviti. Ja. Je pa zanimiva ena stvar, ne. Recimo, če gledaš, dobiš mail, jaz sem zbolel za covidom, ponavadi napišemo, ti želim hitro okrevanje. Hitro. Ja. Ja. Spomnim se, ko si tudi omenil neplačanih, ne. Recimo Nemčija je tak primer, ne, kjer so jungovci dokazali učinkovitost, kjer dobiš plačanih, mislim, da enih 300 ur, psihojungovske analize, ne. Ampak način, kako jim je uspelo prepričati državo, je pa ravno, da so pokazali, da tisti, ki so v analizi, ne, najbrž si videl te študije, ne, so potem dosti manj na bolniških, dolgoročno življenju. Ne. Se pravi, zavarovalnica je rekla, splača se nam, ker... Seveda. To so tako imenovane študije stroškov in koristi, cost-benefit študije. Te izrazito so, ne glede na to, v kateri državi so jih do zdaj izvedli, so zelo v korist, da se splača vlagati v psihoterapijo. To sploh ni več dvoma. Ne. Je pa zanimivo, ne, da v teh zdaj letošnjem letu, v teh debatah okoli tega, ali bi psihoterapevti mogoče le bili sprejeti v zdravstveni sistem, ne, je zdaj prišla taka velika ideja, da dajmo narediti pilotni poskus, da recimo eno peščico psihoterapevtov damo v nek center za duševno zdravje, teh je zdaj nastalo od leta 18, kar je njih 20 po Sloveniji, za odrasle, za otroke, da bi tam mogoče pa Slovenci poskušali z enimi 3-4 psihoterapevti videti, ali to v Sloveniji tudi deluje. To je neverjetno, kje smo mi res tako 40 let nazaj. Tako je glihko, kot da bi zdaj, recimo, če bi bila neka nova metoda operacija na srcu, ki bi jo uporabljala, ne vem, praktično po celem svetu, potem bi pa se na Ministrstvu za zdravje usedli modreci in bi rekli, ni rečeno, da bo ta operacija tudi koristila Slovencem. Zato bomo zdaj začeli z enim ali pa 2 operacijama na leto, pa bomo potem spremljali tega človeka še 4-5 let in če bo ta Slovenec zdaj se pokazal, da dobro, bomo mogoče potem čez 10 let pa dovolili, da ta metoda pride v Slovenijo. No, tako razmišljajo o psihoterapiji naši veleumni na Ministrstvu za zdravje, in pa tudi veleumni psihiatri in klinični psihologi, ki so s to idejo, seveda celo s to idejo ne strinjajo, ker še to jim je preveč. Psihoterapevta 2 sprejeti, da bi pilotni poskus bil v zdravstvenem sistemu, to pa ne. Ker to bi lahko bil, bom rekel, del odgovora. Ne odgovor, ne, na trenutne težave preobremenjenosti zdravstvenega sistema, ne, ampak del odgovora. Del. En majhen del, ampak pomemben del in seveda ti si psihoterapevt, jaz sem psihoterapevt in nekako je najna odgovornost tudi, da ta majhen delček v tej družbi popraviva. To ne bo rešilo teh ogromnih problemov, ki jih imajo zdaj recimo otroci, mladostniki, kjer po covidu zdaj so prišle ven številke zadnje študije na reprezentativnem slovenskem vzorcu Nacionalni inštitut za javno zdravje. 22 je bilo to zaključeno, 11-letniki, 13-letniki, 15-letniki, 17-letniki. Absolutna ugotovitev po covidu je duševno zdravje na reprezentativnem slovenskem vzorcu otrok mladostnikov padlo. To je jasno, kam gremo. In tega je zdaj toliko, da recimo za starši, ki imajo težave, čakajo 2 leti, 3 leta, 5 let, če si recimo na Koroškem, 5 let,
čakaš na neko psihoterapevtsko uro. To je seveda, tudi če bomo mi zdaj... Mladostnika popolnoma nespremljivo, ker že več... Ja, če bi zdaj v nekem krajšem času, recimo par let, se dodalo v to obstoječo strukturo zdravstvenega sistema še 100-200 psihoterapevtov, ki smo trenutno še zunaj zdravstva, tudi to seveda še ni, ne, ki je pa rešitev. Ampak sva pa odgovorna za to, da prispevava tisti košček. Moramo opozoriti na to. Ne, ja. Mogoče tudi zanimivo ta nemška študija, ne, ti ljudje, ki potem več niso bili bolani, ni šlo za psihične bolezni, ne, ampak za druge bolezni. Ne. Če človek rečemo, reši določene psihične težave, ne, potem mogoče tudi bolj zdravo živi, ne pije toliko, Absolutno. Ni toliko nekih drugih patologij. Ne, čisto... Pa če gledaš zadnjih že 30 let, se zelo hitro širi spisek klasičnih teh diagnoz somatskih, kjer se kaže, da je dodatna psihoterapevtsko svetovanje ali pa psihoterapija v smislu stroškov in koristi absolutno se splača. No. Se pravi, del tega primarnega zdravstva, recimo splošnih zdravnikov, ki jih toliko primanjkuje, bi lahko tudi razbremenili z psihoterapijo na nek način. Tako, in ne pozabva, da ko rečemo psihoterapija, je v besedi sami terapija, kar implicira zdravljenje, ampak psihoterapija ni samo zdravljenje, to je en del, je pa tudi preventiva. Preventiva, da ne pride do tega, da bi bilo zdravljenje potrebno. Ja. Ali pa da je toliko zgodaj že obravnava, da že z zgodnjimi težavami ljudmi tako dobro odgovorimo, da se potem ustavi ta proces kronifikacije, recimo. Tako da ja, to je psihoterapija. Če se vrnemo zdaj malo k tvoji zgodbi nazaj, ne? Ti si sem pripeljal to fakulteto za psihoterapijo. Ne? Se predstavljam, da je tvoja motivacija bila v tem kontekstu, ne? Pripeljati nekak možnost šolanja, ne? Povečati število psihoterapevtov, ki jih... Ja, to je spet že bila ena predzgodba, ker je ta zgodba z fakulteto se je začela 2005. Zdaj, kaj se pa dogajalo, sem ti rekel, jaz sem vstopil v to področje tam leta 80, kot študent medicine še in potem, tako da sem imel že kar dolgo predzgodovino. Lastne edukacije, to se pravi v okviru te šole na Hrvaškem s tem profesorjem Barnesom sem imel to sistemsko, potem sem pa še dobil štipendijo od 95 do 98 v Nemčiji za učitelja in supervizorja sistemske psihoterapije. In 98 ustanovitev Krovne zveze, kjer sem eden od ustanovnih članov s svojim društvom sistemskim. In v 90-ih letih smo rekli, da leta 89 začnemo z tem programom na medicinski fakulteti v Zagrebu in potem vojna in tako naprej. Jaz se že počasi tam usposabljam za asistenta in začnem učiti. Tako da od leta 91 začnemo z rednimi srečevanji v Sloveniji, skupaj z Bernardom Strittihom in drugimi smo začeli to malo sistemsko šolo, recimo, ker jih je 4, so nekako sistemske šole v Sloveniji. To je ena od teh 4. No in jaz sem imel leta 2005, ko je bila v Avstriji na Dunaju akreditirana Univerza Sigmunda Freuda in v tem okviru Fakulteta za psihoterapevtsko znanost in si je uradno začel program oktobra 2005, sem imel že do takrat izkušnje z izobraževanjem sistemskim v društvu in drugo, da sem bil na Fakulteti za socialno delo asistent. Tako da sem imel tudi dosti vpogleda, kako deluje visokošolski sistem in vse te habilitacije in vse to v zvezi z raziskovanjem, publiciranjem in tako naprej, kar ni, kot veš, značilno za vse psihoterapeute. Večina slovenskih psihoterapevtov je zunaj akademske sfere. Tako da leta 2005 sem bil pravzaprav idealni, če bi tako rekel, in seveda tudi, ker sem se čutil poklican, to ni bilo odločitev za biznis,
ker tako veliko dela, kolikor sem ga vložil takrat, da se je vse to speljalo, če bi delal kjerkoli drugje, bi dosti več zaslužil. To je bila poklicanost. In takoj smo rekli, dajmo še v Sloveniji. No in 2006 je prišel Pric marca v Ljubljano, na predstavitev možnega začetka študija jeseni 2006 je prišlo 200 ljudi, neverjetno odziv, in od tega se jih je čez 80 vpisalo v prvi letnik leta 2006. Tako se je začela ta zgodba tega študija v Sloveniji. Tako da zelo pomembno je, prej sem omenil Mrevljeta, ki je posthumno izšla njegova avtobiografija, ena novinarka je to izdala. Ko sem bral to biografijo, sem bil kar malo razočaran nad njegovim zgodovinskim spominom. On je za to fazo, ki sem prej rekel, da smo se pogajali za skupno ustanovitev Slovenske krovne zveze, rekel, da smo mi že takrat imeli načrt, da bomo imeli fakulteto in da bomo izobraževali psihoterapevte takoj po maturi, kar je skoraj za njih skoraj neko to bi bilo treba, da take zbrisati iz sveta, ne, da se študira psihoterapijo po maturi, to je nemogoče. No in on je tam napisal, da smo mi že takrat manipulirali, ne, z njimi in da smo pravzaprav imeli v načrtu, da bo fakulteta, in hvala Bogu, da so se oni niso priključili, ker bi drugače v to strašno idejo bili vpleteni. No, to je popolnoma, bi rekel, napačna interpretacija. Jaz leta 1998 pojma nisem imel, da bo enkrat prišla ta možnost, da bi lahko mogoče imeli študij psihoterapije po maturi v Sloveniji. Ker leta 2003 so prvič poskušali Alfred Pric in njegova ekipa v Avstriji z akreditacijo in ni uspela. Potem so nadaljevali s poskusnimi skupinami študentov, da so ta program testirali, kako gre, 2 leti, 2005 in pa drugi poskus akreditacije uspe. In ti, ki so že bili dobro testirani, so se potem takoj vključili in je stekel takoj lepo program psihoterapije, študija psihoterapije po maturi. Mi smo pa potem začeli leta 2006. Ne, in zame je bilo seveda, komaj sem se zavedal te veličine, te ideje, tam 2003, 2004, niti približni smisel, mi je to padlo, pa čez noč prišlo. Ampak nisem rabil niti ene minute, da bi razmišljal. Takoj sem rekel, ja, zdelo se mi je, da sem še dovolj pri močeh, da lahko to vlogo vzamem. In ja, je naporna, če bi bil zdaj 10-15 let mlajši, bi bilo super, ampak evo, sem nekako vlečem ta voz, če tako rečem. Ne, še zmeraj je boj. Kaj je osnovna ideja, ne, zakaj recimo študij po maturi, ne, pa mogoče lahko pol še malo o kritikah tudi kaj povemo, ne? To je samo vprašanje časa za takle strokovno in znanstveno področje, kot je psihoterapija postala v 20. stoletju, kdaj bi se to zgodilo. Ali je prvo, kar se moramo vprašati, ali je psihoterapija tako zahtevna, da zahteva dolgoletni študij, ki bi bil lahko primerljiv z študij socialnega dela, psihologije, medicine, socialne pedagogike in tako naprej. Vsak, ki malo pozna to področje, je odgovor zelo preprost. Ja, to se pravi, je tako zahtevna. Tega se ne more več učiti samo po društvih. Recimo, predstavljaj si, da bi danes rekli, saj te medicinske fakultete ne rabimo, pa te fakultete za socialno delo ne rabimo, zaprimo to. Naj društva izobražujejo, naj se ustanovi društvo, recimo v Lescah, ki bi bilo društvo ljubiteljev psihologije, potem mogoče v Medvodah društvo ljubiteljev socialnega dela in bodo oni potem, to je popolnoma nepredstavljivo. Seveda, zdaj mi smo na obratni strani. Nekoč, pred par stoletji, študija medicine ni bilo. Zdravniki so se izobraževali, kolikor so mogli, potem se je to organiziralo v akademijo. Psihoterapija je del akademskih sistemov postala, sem ti rekel, prvi profesor, ki je poučeval psihoanalizo, je bil
po prvi svetovni vojni takoj Ferenci. To se pravi, tukaj gre za 100 let, že odkar se vklaplja psihoterapija v znanost in tako naprej. Njena metodologija se je razvila. To se pravi, prvo vprašanje, se strinjaš? Ja, je. Zdaj pa, ali je pa psihoterapija nek tako poseben poklic, da bi mogel biti drugačen od zdravnika, drugačen od psihologa in drugačen od socialnega delavca, da to je tako zapleten poklic, da ne smeš začeti ga študirati, če nisi star vsaj 30 let in da si nekaj že doštudiral. To se pravi, da moraš biti prej zdravnik, moraš biti prej psiholog, moraš biti prej socialni delavec, da boš potem zrel za to tako zahteven poklic. Tukaj bi bil pa odgovor, po mojem, saj jaz sem si to odgovoril, ne. Tako pa spet nismo posebni. Ker zdaj zdravniki pravijo, pa klinični psihologi, da so oni dosti boljši od običajnih psihoterapevtov. To se pravi, tudi če si ti, recimo, prej že bil ekonomist, tako kot je tvoj kolega v Italiji, in če je tudi doštudiral vse, kar je bilo potrebno, da je postal psihoterapevt, pa celo doktoriral, ker je on po osnovni izobrazbi ekonomist, to ne špila. Torej, tukaj, če gremo z isto logiko, bi potem lahko rekli, to se pravi, ne samo, da moraš biti že dovolj star, pa imeti že določeno izobrazbo, še pomembno je, da imaš neko sorodno izobrazbo. Najboljši psiholog pa zdravnik. Ne? Dobro, če bi zdaj isto logiko vzeli za zdravnike, bi pa lahko rekli, a ni zdravnik pa nekaj tako posebenega, da bi bilo dobro ukiniti možnost študija na medicinski fakulteti po maturi. Ker to je blazno odgovoren poklic, ne Tine? To se pravi, dajmo mi ponovno tako, da najprej moraš biti star vsaj 28 let, pa doštudirati socialno delo ali pa ne vem, medicino, ne pa na psihologijo ali pa teologijo, potem boš pa šele šel na medicinsko fakulteto. Mislim, če narediš malo te miselne poskuse, vidiš, koliko absurdno je to. Saj zares je bilo včasih tak, ne? Medicina, ne, na začetku je bila neke vrste, si šel študirati to po filozofiji, po teologiji. Ja. Tako da odgovor je to. To se pravi, psihoterapija je postala kot stroka tako razvita in kot znanost tako razvita, da ni mogoče tega organizirati na kvaliteten način zunaj akademije, zunaj akademskega prostora, to osnovno izobraževanje, ne, da je to pomembno. Potem za nadaljna izobraževanja, strokovne izpopolnjevanja, seveda, tako kot je na področju medicine, psihologije, sodeluje lahko društva, inštituti, tudi izven akademije. Ampak to je da. Zdaj pa drugo vprašanje, ali pa to spet tako specialen poklic, da bi mogel preprečiti izobraževanje po maturi, pa spet ni. To sta bila dva moja temeljna odgovora. Meni se zdi ta tudi zdravorazumska in nisem nič omajan z vsemi temi kritikami, ki grejo predvsem na račun, tako mladi so. Naši študentje ne začnejo delati z ljudmi po 18 letih po maturi. Začnejo delati na magistrski stopnji, to se pravi, da so stari najmanj 22, 23 let, in da predtem imajo zelo, zelo temeljito pripravo in zelo del pomembne priprave, delo na sebi. In kot veš, noben drug poklic, pa čeprav bi bilo tako dobro, nima tega. Ne, in tudi, ko začnejo delati pod supervizijo. Ne? Absolutno, ja. Vsake 4-5 ur dela s klientom, lahko je tudi na vsako uro, če gre za kritično stanje, imajo na voljo supervizorja, seveda. Ne, morajo začeti tudi znotraj ambulante najprej delati. Tako mi smo ponosni na to, to je edina v Sloveniji, ki imamo ambulanto znotraj temu izobraževalne organizacije. Nobeno društvo, nobena inštituta, nobena druga fakulteta nima organizirane še ambulante znotraj fakultete. Zdaj, ko je Nemčija sprejela zakon 2019, ki je odprl isto pot, torej izobraževanje za psihoterapijo takoj po maturi, so zdaj na magistrski stopnji, tisti, ki odpirajo te programe, morajo organizirati
psihoterapevtsko ambulanto, kjer je omogočen stik s klienti, supervizija. To je zakonsko zdaj določeno, to se pravi, to, kar imamo mi, je v Nemčiji zdaj zakon ustoličil. In dovoljenje za obratovanje teh ambulant pa daje zbornica psihoterapevtov. To se pravi, ne more sama fakulteta reči, to je dovolj dobro. Ne. To pa potem strokovni organ z vsemi standardi, na podlagi katerih se odloča, reče, fakulteta ima lahko to ambulanto in lahko deluje, in potem seveda se ta stvar lahko vključi tudi v zdravstveni sistem. Tako kot je na Dunaju ambulanta psihoterapevtska od vsega začetka obstaja, se je zagnala tam 2006-2007, trenutno obravnavajo 2000 in več pacientov. Kdo financira? Tam imajo socialno varstvo zavarovalnice, zdravstveno varstvo zavarovalnice, pa mesto Dunaj, to se pravi, tudi občine lahko financirajo. Tako da študenti psihoterapije na Dunaju delajo s pacienti, ki ne plačajo ali pa dajo simboličen znesek za to obravnavo. Pri nas pa seveda je vse samoplačniško. Se pravi, nek očitek, da ti študenti nimajo praktične izkušnje, ki je bil z delom kliničnim, ne drži, lahko rečemo. Ne drži, hkrati pa tudi drži, ker zdaj, če pogledamo, ta praksa je seveda na nek način izključena iz zdravstvenega sistema. Naša psihoterapevtska ambulanta je samoplačniška in ko poskušamo z temi zdravstvenimi ustanovami skleniti dogovor za prakso, da bi bile to baze za prakso naših študentov, odklanjajo. Recimo psihiatrična bolnica v Ljubljani od vsega začetka bi rekel, absolutno ne, nobenega vašega študenta ne sprejmemo. Potem je bilo nekaj časa recimo v Begunjah, malo možno, pa v Idriji, pa v Mariboru, pa se malo odprejo vrata, pa spet zaprejo. Skratka, del te gonje, te fronte proti akademizaciji psihoterapije, proti temu, da bi lahko ljudje študirali psihoterapijo po maturi, je tudi to, da obstoječe vodstvene strukture v psihiatriji preprečujejo, kolikor se da prakso naših študentov. Tako da seveda je šibka točka to. Jaz, ker sem delal na psihiatričnem oddelku, vem, kaj sebi se lahko naučili dragocenega v akutnih stanjih, predvsem kriznih stanjih psihiatričnih v bolnicah. To nikjer drugje ne moreš. Tako naenkrat in kondenzirano. Ampak ne dovolijo nam. Tako da, zdaj, če bo zakon, upam, da bo tudi prisilil na nek način te ustanove, da bodo odprle vrata, tako kot se tam lahko psihologi na praksi ali pa socialni delavci, zakaj ne tudi študenti psihoterapije. Tako da bi rekel, naši študenti dobijo zelo veliko praktičnih izkušenj, ampak nujno bi bilo potrebno in omogočiti več praktičnih izkušenj, predvsem v psihiatričnih bolnicah, to je manjka, zelo težko jih urinemo tja, pa seveda tudi v psihiatričnih ambulantah in tudi, da spoznajo od blizu delovanje vseh teh tipičnih zdravstvenih inštitucij, zdravstvenih domov in tako. Imamo pa dogovore za učne baze drugače z več kot 100 različnimi organizacijami po Sloveniji, ki nudijo razne oblike psihosocialne pomoči, centri za socialno delo, domovi upokojencev, vse možna društva, ki se ukvarjajo z zasvojenimi, z otroki, z mladostniki in tako naprej. To imamo pa zelo dobro, manjka pa ta segment. Tako da upam, da bo to sprememba kmalu. Da bo prišel ta trenutek. Kaj pa izkušnja, ker mi lahko pogledamo v tujino, kak je bila ta izkušnja s temi mladimi? A so dozreli ali ne? Ni nekaj, o čemer moramo ugibati, a je nekdo premlad. Ta zgodba se je že zgodila. Ja, zdaj glavni vir, ena najboljših raziskav, ki je bila narejena, je prav na Dunaju, SF v Dunaj, kjer je sodelovalo 600
600 študentov in praktično 100 učiteljev in tako. Kvalitativna, kvantitativna študija je pokazala, da seveda je slika dovolj dobra, ne, in so zelo dobra, da je absolutno utemeljeno, ne, da lahko še študent študira psihoterapijo po maturi. Naslednje raziskave, ki so pa podprle to, so pa zelo iz različnih virov. Ena je strašno zanimiva, ogromna študija iz leta 2016, zaključena, ne, in tudi objavljena, stotine psihoterapevtov, različne psihoterapevtske smeri, psihoterapevti z različnimi izkušnjami, od začetnikov do zelo izkušenih, pacienti vseh možnih vrst. Raziskava, kjer se je analiziralo po metodološko zelo dobrih smernicah, korektno učinke, izide teh terapij. In pričakovani rezultat je bil, da absolutno, to ni noben dvomov, da pri bolj izkušenih psihoterapevtih bodo rezultati, izidi terapij boljši. Na splošno presenečenje je bilo obratno. In potem so seveda se vprašali, zakaj raziskali, in so videli, ne, da bolj kot so starejši psihoterapevti, bolj so nekako malo zaverovani v to, da so dobri, da lahko delajo na en način, ki so se ga navadili, da nehajo se stalno trenirati in izpopolnjevati. In gre dol učinkovitost. Tako da to je zelo pomemben podatek, ki kaže glih obratno, ne, da izkušenost nekega terapevta je lahko celo minus. Ne. Ker mlajši psihoterapevti se dosti bolj zavedajo, da se morajo še veliko naučiti, se aktivno izobražujejo, iščejo več intervizije, iščejo več supervizije in tako. Tako da tisto, kar se je pokazalo, ne, da je ključno, da psihoterapevt celo svoje življenje kaj dela? Se snema svoje seanse in na podlagi konkretnih posnetkov, tako kot športnik, ki posneta tekma, pa se pa analizira, kako se je gibal, kdaj je vrgel na koš in tako naprej. In potem tudi, kako ima tehniko izmeta, in tako naprej, da skozi popravljaš te minimalne stvari. Tako da to je zdaj zelo pomembno. Naslednja stvar, ki je seveda tudi znana, pa iz splošne človeške izkušnje, dovolj je, da greš v kakšen dom upokojencev, pa se usedeš za tem 80-letnikom, pa s tole gospo 75 let staro, pa z onom. Jaz sem delal v domovih upokojencev kot psihiater 20 let. Kot nehonorarno še zraven. In neverjetno se razdelijo, tako bi rekel, grobo v dve skupini starejši ljudje. Eni, s katerimi je prijetno in imaš občutek dialoga in tako naprej. In ja, to je tisti tip starejšega človeka, ki vsak trenutek izkoristi za nova spoznanja. On ne ve že vsega. Pa eni, ki so ukalupljeni v neko svojo shemo in nič od tega, kar doživljajo, ni del novega učenja. No, in tukaj je ta nauk. Mi lahko doživimo veliko v življenju, samo ni nujno, da smo se iz tega kaj naučili. In tukaj je pol prišlo to spoznanje o tako imenovani samorefleksivnosti. Ni dovolj, da jaz nekaj doživim, jaz moram to tudi reflektirati na ta način, da se iz tega nekaj naučim. In to je tista pozitivna izkušenost. Ne? Drugače pa lahko rečem, si star, pa se obnašaš še vedno kot en najstnik ali pa kot en otrok in se nisi nič naučil. Tako da ne, starost ni. Ja, tako da tukaj so vse metaanalize so pokazale, da starost psihoterapevta ne korelira z učinkovitostjo. To je dejavnik, tako kot spol ne. Tako kot ali si pripadnik te ali druge kulture, ne, in tako. Ne, okej. Zdaj mogoče smo proti koncu, ne. Vsega skupaj, kje smo danes z zakonom, kaj se dogaja, če pridemo? Dogaja se, da je minilo še eno leto prelomljenih obljub. Začelo se je z obljubo Loredana Bešiča lani oktobra ob dnevu duševnega zdravja na Brdu, kjer je bila taka prireditev, kjer je imel govor in je rekel, razglašam, in to je bilo uradno potem leto,
2023 za leto duševnega zdravja in v tem letu bo med drugimi napredki, ki se bodo zgodili, tudi zakon o psihoterapiji sprejet. Evo, to je jasno, da 2023 tega ne bo. Tudi ob nastopu ministrice nove in zaslišanju je rekla, zakon o psihoterapiji ni prioriteta. No, zdaj pa se trudimo, da bi le pokazali, da bi bilo dobro, da je prioriteta, tako da poslansko vprašanje je bilo ta teden v ponedeljek, kjer se poskuša povedati, čakalne vrste so leto, 2, 3 do 5. To spada v ta paket, ki obljubljajo na Ministrstvu za zdravje zmanjšati čakalne vrste. Tudi na tem področju so. To mora biti prioriteta in tako naprej. Tako da ja, zdaj ministrica je pač rekla, spet se to odlaga, to smo vajeni te igre Ministrstva za zdravje. Jaz sem začel zelo aktivno tam leta 2005, 2004 se s tem ukvarjati. Skozi eno in isto. Skozi obljube, ki so prelomljene. Tudi včasih v zelo odločilnem trenutku, 2010 smo imeli zakon, ki je bil končan, je bil na programu že vlade za sprejetje v letu 2011, prišel nov minister, prečrtal to, tako naprej. Ne pozabimo tudi, da je bil zakon o psihoterapiji obljubljen v koalicijski pogodbi. Ne pozabimo, da je bil zakon obljubljen že leta 2018 v resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, da bo sprejet 2019, implementiran 2020, zdaj smo že 2023. Tako da, po tolikih letih razočaranj sem seveda zelo previden pri vseh teh obljubah, ki so pač, tako kot je danes v politiki, beseda ni več postala zavezujoča, tako kot naj bi bila. Ljudje tudi ne skoparjajo z obljubami, namesto da bi bili pazljivi. Tako da so se bili v medijih, je obljubljala Mojca Zvezdana Državšek, ki je bila kot koordinatorka tega in aprila že, da bo prišel konec aprila že ven predlog. Potem je bilo, bo pred poletjem, potem bo iz septembra obljubljeno, potem je bilo oktobra obljubljeno, pa novembra obljubljeno, pa decembra obljubljeno. Tako da to gre tako. Zdaj, kakšen zakon bo sprejet, tisto, kar pričakujem jaz in krog, v katerem zelo aktivno skozi spremljamo to zadevo, je, da bodo težko se izognili temu, da bi ne priznali psihoterapije kot poklica. To se pravi v predlogu zakona. Kaj bo potem v javni razpravi, kako bo potem v glasovanju v parlamentu, če bo do tega prišlo, ker je medicinski lobby in psihološki lobby zelo močen proti, kot sem rekel, proti temu poklicu, ampak zdaj na politični strani se mi zdi, da absolutno prevladuje to, da je to poklic. Tukaj sem recimo malo optimista, kar se tiče pa tega, kako bo potem to urejeno, da bi ta stvar zaživela praktično. Tukaj sem pa pesimist, kot mislim, da žal Ministrstvo za zdravje nima niti strokovne ekipe, niti pravne ekipe, ki bi bila sposobna to kompleksno problematiko res razumeti in preliti na papir nekaj, kar bi potem dolgoročno tudi omogočalo razvoj. Žal tega ekipe ni. Se pa Ministrstvo za zdravje obnaša zelo izključujoče, noče sodelovanja tistih strokovnjakov, tako bi rekel po strokovni plati, kot po pravniški, ki pa imajo dovolj kompetenc, da bi to naredili. To pa ne. In to je tisto, kar na nek način tudi boli, ko vidiš, kako država, bi tako rekel, dela z resursi. Kako bi izgledal po tvoje nek idealen zakon? Idealen zakon bi imel 5 glavnih točk. Prvo, da je to samostojen poklic in seveda, da je izobraževanje za ta poklic akademsko v osnovi, da po končanem akademskem izobraževanju lahko potem pač vsak poskrbi, da ima dovolj, da izpolnjuje te zahteve po 3 stebrih, teorija, praksa pod supervizijo, osebna izkušnja, da se prijavi na zbornico psihoterapevtov, to je naslednja stvar, zelo pomembna je ustanovitev zbornice, ki bo omogočala izpite strokovne za podelitev licence, dovoljenja za opravljanje poklica, vodila register,
skrbela za nadzor etični, za prekrške, skrbela za standarde in normative, skrbela za to, kateri pristopi so priznani v Sloveniji in tako naprej. To je tretja točka, to se pravi zbornica. In četrta točka, da je seveda znotraj tega tudi, da so strokovna izpopolnjevanja in tako naprej. Četrta točka je, da se regulira, da se omogoča izvajanje psihoterapije ne samo v zdravstvenem sistemu, ampak tudi v šolstvu, vzgoji in izobraževanju, v pravosodju, notranjih zadevah, gospodarstvu, športu, turizmu. Če pogledaš psihologe, psihologi so zaposljivi v vseh teh segmentih, ki sem jih naštel. In psihoterapevti smo tu podobni. To se pravi, ne reševati samo zdaj zdravstva, ampak psihoterapevtom omogočiti, da se angažira na vseh teh področjih. In zadnja stvar je dovolj dolgo prehodno obdobje, mi smo predlagali 12 let, da se ta prehod ne boleče in čim manj destruktivno zgodi. To se pravi, vsi obstoječi psihoterapevti, ki izpolnjujejo evropske kriterije, da takoj lahko zaprosijo za licenco, da dobimo najprej sploh par sto najmanj teh kolegov in kolegic, ki potem pač kot neko jedro zbornice izvolijo potem svoje organe in se začne vse to požene v tek. Ker tu dostikrat vidimo kritiko tega drugega lobija, kot kažejo neke šušmarje, kako potem lahko vsi delajo. S tako zbornico bi se to preprečilo. Seveda, zbornica lahko potem ukrepa takoj, čim vidi, da se nekdo oglašuje kot psihoterapevt, ne izpolnjuje pogojev, je to na koncu koncev tudi lahko kazensko se preganja. Tako da to je gotovo najboljši način, da se javna pooblastila da in da se določi te standarde poklicne dejavnosti. Tako da to bi bilo nek idealen scenarij, po tvojem mnenju. To bi bil scenarij, ki je omogoča vsemu, kar je narejeno, da nič ne podre in da se lahko razvijajo stvari iz tega, kar imamo naprej. Ja. Tako da tukaj je prostora za vse, tukaj niso izključeni psihologi in psihiatri, ker ta izkušnja je že iz Avstrije. Ko je bil v Avstriji sprejet leta 90 zakon, je bilo po statistikah okoli 20% psihiatrov, ki so imeli dovolj dobro psihoterapevtsko izobrazbo, da so lahko delali psihoterapijo. Koncem 90-ih let je bilo že 80%. To se pravi, tisti psihiatri, ki so hoteli delati psihoterapijo, so se pač še dopolnilno izobrazili, tako kot je treba. Tako da za psihiatre so odprta vrata, ravno tako za psihologe in seveda potem za vse, ki ni potrebno, da bi zdaj po novem šli po ovinku do tega poklica, preko nekega drugega, ampak gledajo lahko potem tudi direktno. Tisti pa, ki so že recimo socialni delavci, socialni pedagogi, ekonomisti, kot si prej rekel, mogoče celo računalničarji, pa jim je dosti njihovega področja. Mi imamo recimo farmacevte, ki so doštudirali na naši fakulteti, ker niso več prenesli te etične dilem znotraj farmacevtske industrije. So pustili popolnoma farmacevtski poklic in se izobrazili kompletno za psihoterapijo. To je seveda možno, tako kot so ti študiji, izredni študiji možni, če kdo hoče postati socialni delavec, pa je prej bil psiholog, gre lahko na fakulteto za socialno delo in to dopolni to izobrazbo. Tako da tukaj je, bi rekel, za vse možnost in pa seveda za društva in inštitute, ki danes delujejo, je pa zelo pomemben izziv, da se potem več poudarka da tudi raziskovanju, ker to je šibka točka, obstoječe strukture po društvih in inštitutih. Če nisi ti vključen tudi v akademski svet, ni nobenih spodbud, pa tudi prisil za to, da bi raziskoval in to se pozna. Ja. Mogoče tudi kot neka mlada akademska veda potrebuje, ne? Absolutno. Mi imamo recimo to, kar je na teološki fakulteti se razvilo, zdaj že 20 let, je, bi rekel, lepa zgodba, zelo lepa zgodba, to
Lepa zgodba tudi zato, ker je teološka fakulteta del javnega sistema izobraževanja. Mi smo privatna, ne? Živimo samo od šolnin, ki jih plačajo študenti, tam je pa javni program. Letos so odprli še prvo stopnjo, tako da danes, kdor hoče to smer relacijska družinska terapija študirati, lahko takoj po maturi. To je zdaj novost od letošnjega šolskega leta. Tako da tudi teološka fakulteta ima zdaj zvezno linijo, in potem še po magisteriju prakso imajo tudi te tako imenovane programe izpopolnjevanja. Tako da teološka fakulteta je krasno dokazala, da slovenski visokošolski sistem z lahkoto lahko integrira izobraževanje iz psihoterapije. To je samo potrebno malo zavihati rokave in seveda nekdo, ki ga zanima to področje, in taki programi bi se lahko odpirali tudi že znotraj, recimo v Nemčiji fakultete za psihologijo recimo odpirajo zdaj nove psihoterapevtske tudi programe. Medicini seveda je problem, bi se mogli tam še doregistrirati, da ne izvaja samo področja naravoslovja, ampak tudi družboslovja, ker zdaj zaenkrat po klasifikaciji spada psihoterapija v družboslovje. Tako da moraš biti akreditiran kot fakulteta za to možnost. Ampak to so zelo preprosti, relativno pristopki, če si ti že fakulteta, če si univerza, pa če si v javnem sistemu sploh. Tako da ta naša rešitev je, bi rekel, res vključujoča. Ni izključujoča za razliko od nasprotne. Mogoče še se dotaknemo kritik pred koncem. Dosti je bilo tudi strani kliničnih psihologov o diagnostiki, da ne znajo diagnosticirati, kdor ni klinični psiholog. Da mogoče tu paradoks, diagnozo lahko zares postavi samo zdravnik, pri nas, po zakonu. Kako je s tem? Ja, tukaj bi bilo dobro razlikovati dva pojma. Eno je ocena, eno je diagnoza. V angleščini je assessment, diagnostics. Ocena je širši pojem, ki lahko vključuje različne diagnostike, bi rekel. Mi vsi moramo delati v vsakdanjem življenju neprestano neke ocene. Ocene situacije, ocene človeka, ki je potencialni sodelavec, oceno nekega tima, kako bo zmogel nekaj in tako naprej. Skratka, brez tega nam živeti ni. Tudi pri strokovnem delu, če hočeš s komorkoli nekaj se dogovoriti, moraš imeti neko oceno tega, kar je zdaj mogoče problem, kaj je željena rešitev, kaj bi človek lahko spremenil. To delamo psihoterapevti od pameti veka. Se ni začelo s Freudom, zdaj že več kot 250 let, odkar je Mesmer nekako kot začetnik tega našega poklica. Tako da znotraj psihoterapije lahko bi rekli, obstaja psihoterapevtska diagnostika. Zanimivo je, da je bil projekt avstrijskega ministrstva, ki je odgovorno tudi za psihoterapijo, to, da so zbrali skupino strokovnjakov vseh psihoterapevtskih različnih usmeritev, ki so par let sodelovali, so izdali potem tudi knjigo Psihoterapevtska diagnostika. Tukaj nisem psihološka diagnostika, to vemo, da se je z njo psihologija v 20. stoletju ustoličila kot akademska disciplina, predvsem to je pomagalo, testiranja, in danes imajo monopol psihologi nad tem področjem. Tudi ne samo v zdravstvu, lahko testiraš za nove kadre in tako naprej. To se pravi, imamo psihoterapevtsko diagnostiko, imamo psihološko diagnostiko in imamo psihiatrično diagnostiko. Ta je vezana na te mednarodne sisteme v Evropi, mednarodna klasifikacija bolezni, 5. poglavje, v Ameriki DSM sistem, Diagnostic and Statistical Manual. Tisto, kar je rešitev tukaj, je, da se to nekako skupaj uporablja, seveda tudi kompetence, sva rekla, če so interdisciplinarni timi, psihoterapevt lahko svoj del ocene prispeva, psiholog svoj, psihiater svoj, pa tudi seveda specialni pedagog mogoče svoj in tako naprej.
in iz tega se potem gradi naprej. To, kar zdaj je v medijih, da so samo psihiatri in klinični psihologi tisti, ki bodo zdaj rekli, kaj je pa kaj ni, to je seveda, bi rekel, spet korak nazaj in oglaševanje nečesa, kar je preživelo. In tisto, kar ljudje tudi ne vejo, pa je, da obstaja, odkar se je ta računalniška tehnologija tako razvila, v zadnjih 20 letih obstajajo zdaj vse boljši sistemi tako imenovanih povratno informiranih obravnav. Kaj to pomeni? Da ni samo ocena na začetku, pa kaj bomo pol delali na osnovi te ocene, ampak predstavljaj si, da ocena je kontinuiran proces, ki traja na vsakem koraku obravnave, pa naj bo traja 1 mesec ali pa 1 leto ali pa 5 let. Temu pravimo potem pa procesna diagnostika. Jaz recimo poskušam uvesti to zdaj v Sloveniji že par let kot nek pilotni projekt, tudi na naši ambulanti, da ta ocena izgleda tako, da je to aplikacija na telefonu ali na računalniku in klient lahko vsak dan odgovori na par vprašanj o tem, kako se počuti, a je kakšna sprememba na boljš, kako ocenjuje odnose socialne in tako naprej. Par takih vprašanj, tudi seveda po vsaki seansi, par vprašanj, kako si danes doživel najin odnos, ali smo nagovorili pomembne teme in tako naprej. In to se sproti z algoritmom obdeluje, rezultate dobiš v sekundi 2, mi imamo tak bazo podatkov in server v Münchnu, smo mednarodno povezani, Avstrija, Švica, Nemčija in tako naprej. Krasen sistem in omogoča tudi potem, da na seansah analiziraš tudi to, ne samo kar se dogaja na seansah terapevtskih, ampak v času vsakdanjem življenju. To je pa zdaj, bi rekel, že čisto novo poglavje. Govorimo tudi o feedback informed treatment, FIT, to je ta povratna slovenska, povratno informirana obravnava. To je pa čisto novo poglavje in ne nazadnje ne omenim še razvoj, ki mu pravimo personalizirana psihoterapija, tako kot je personalizirana medicina. Ta ne bi obstajala na podlagi dobrega poznavanja genoma in recimo potem, da se sintetizirajo zdravila za posameznega človeka, ne več vsi jemljemo isti antidepresiv, ampak zdravilo, ki bo prijavljeno vsakomu posebej. No, personalizirana psihoterapija pa pomeni to, da je zdaj možno ob začetku obravnave narediti en poglobljen intervju, uporabiti klientovo razumevanje, kako on razume svoje probleme, pa tudi vire, rešitve in tako naprej, in sestaviti en tak preprost zemljevid, iz tega narediti vprašalnik, ki je samo za njega, ideografski. Torej, poleg standardiziranih vprašalnikov, za oceno recimo simptomatike ali višja, manjša, še personalizirani vprašalnik. To že tudi delamo in je izjemno novo, lepo poglavje. Ker temelji na tudi raziskavah, da pacientova, klientova ocena lastnega stanja, problemov, rešitve, terapevtskega odnosa in procesa dosti bolj korelira z izidom. To je zanimivo. Psihoterapevtova ocena, to ponavljam, to je šokantno, je manj korelira z izidom kot klientov. Zato se zelo splača iti vprašati in na podlagi tega spraševati naprej, kako se ti zdi, glede na tvoje razumevanje problema, kako napreduješ, glede na tvoje razumevanje rešitva, kako napreduješ, glede na tvoje dojemanje najinega odnosa, kako napredujeva. To je pa novo poglavje, tako imenovane ideografske diagnostike personalizirane psihoterapije. Zame tako lepa prihodnost. Ja. Si nakazal, kam gre znanost psihoterapije. Zakaj je potrebno kot svoja znanost, bi rekel, kot svoja veda, ne? Zakaj ne more biti del nečesa, zakaj je potrebna akademizacija, ne? Za njen razvoj. Mogoče tudi hvala, bi rekel, z tega pogovora, da je mogoče prihodnost v vključevanju, ne izključevanju, ampak vključevanju. Danes zjutraj sem prebral govor, ki ga je imel Bussarol ob obletnici Medikorja, ena organizacija, ki se ukvarja z operacijami srca. Nisem vedel, da je imel pred 20 leti operacijo anevrizme. Če ne bi imel, bi bil že pod rušo.
od takrat tako uspešna operacija po neki novi metodi, da je živel plodno, kot vemo, izjemno plodno delovno življenje. In lepo mi je brati bilo njegove misli, ko poudarja, kako ni nobenega napredka brez sodelovanja, brez timov, zelo različnih tudi kompetenc, in to velja še kako za področje duševnega zdravja. Če za letalstvo to velja, za nas na kvadrat. Ja, s to mislijo bi mogoče tudi zaključil, da bomo mogoče Slovenci uspeli preseči te neke razkole na vseh področjih tu, ne? Pa se enkrat le povezati za boljšo prihodnost, ne? In tudi izstopiti z tega nekega zgodovinske, bom rekel, luknje v tem prostoru, ne? In postati mogoče tudi nek vodilen. Tako, če pa to ne bo, bom pa, ko bom šel v penzijo, napisal nadaljevanje Butalcev. O področju seveda duševnega zdravja, kako Butalci z duševnim zdravjem. Zahvalil bi se ti Hvala za ta pogovor, pa upam, da še kdaj. Hvala ti za lepo vprašanje. Hvala.